Večina ljudi se boji biti popolnoma samosvoja. Bojijo se sprejeti dele sebe, ki bi lahko veljali za nesprejemljive, ker se zaradi tega počutijo neprijetno. Da bi se izognili temu nelagodju, se razdelijo na dve polovici, zavestno in nezavedno. V zavestni polovici si ustvarijo idealno podobo o sebi, podobo, ki jo oblikujejo iz delčkov svoje preteklosti, ki se jim zdijo dobri in sprejemljivi. V nezavedni polovici pa posledično poklačijo dele sebe, ki se jim zdijo slabi in nesprejemljivi. V jungovski psihologiji se ta potlačeni del osebnosti imenuje senca. In če se senca ne vključi v osebnost, oseba nikoli ne more doseči svojega polnega potenciala. Namesto tega bo vedno ostala nepopolna, razdrobljena in delna ter bo živela življenje, ki ga bo obžalovala, ne pa polno življenje, kakršno bi lahko bilo. Predstavljajte si na primer, da sem rešil nekaj enačeb in se prepričal, da sem odličen matematik. Morda srečam nekaj prijateljev in ti mi povedo, da imajo matematični krožek. Zbirajo se vsak konec tedna in poskušajo rešiti najtežje matematične probleme. To me prestraši, ker če se jim pridružim, ne bom več mogel biti odličen matematik, o čemer sem se prepričal. Namesto tega bom konkretna oseba z dejanskimi prednostmi in slabostmi. V tem primeru lahko ukrepam na dva načina. Prvo dejanje je, da pobegnem od svoje sence in ji pustim, da raste. Zavrnem včlanitev v matematični krožek in se zavedam svojih slabosti kot matematik. Tako se lahko oklepam idealne podobe sebe kot odličnega matematika, vendar posledično izgubim priložnost, da bi to dejansko postal. Drugo dejanje je, da stopim v stik s svojo senco in jo vključim. Pridružim se matematičnemu klubu in spoznam, da nisem tako velik matematik, kot sem mislil, da sem. Kratkoročno to boli. Odkrijem, da nisem preveč dober v geometriji, pa tudi, da sem odličen v diferencialnih enačbah. Postanem odmerjen do svojih kolegov. Imam dejansko mesto in rang med drugimi matematiki. V resnici se zavedam, da nisem tako velik matematik, kot sem mislil, da sem, toda zdaj se mi odpira možnost, da to dejansko postanem. Dejansko lahko izboljšam svoje sposobnosti in rang. Na dolgi rok se to izkaže za najboljšo odločitev, ki sem jo kdajkoli sprejel. Vidite, na neki način imamo pogosto raje, če smo zgolj potencial. Prepričamo se, da bi lahko bili, karkoli si želimo, vendar si ne prizadevamo, da bi dejansko nekaj postali. Samo tolažimo se z mislijo, da bi lahko bili nekaj, če bi si to želeli. To je zato, ker ko si prizadevamo za nekaj, začnemo čutiti svojo težo, umerimo se in razvrščamo. Smo količinsko opredeljeni in dejanski, ta dejanska realnost pa je pogosto manj prijetna za življenje kot naša idealna fantazija. Vendar je resnična in ne fantazija. In resničnost je mogoče izboljšati. Toda življenje v fantaziji se vedno konča s tragedijo. Pot do izboljšanja samega sebe se začne s samosprejemanjem. Le s sprejemanjem in vključevanjem svoje sence, s sprejemanjem grdih delov sebe, s tem, da postanemo to, kar se bojimo biti, lahko dosežemo svoj polni potencial. Če pa zavračamo svojo senco, če izbiramo dele svoje preteklosti, osebnosti in vedenja, ki so nam všeč, in potlačimo dele sebe, ki se jih bojimo, postanemo nepopolni in pristranski. In namesto da bi živeli polno, celovito življenje, živimo življenje, polno obžalovanj. Toda odločitev je odvisna od vas. Ali boste svojo senco sprejeli ali zavrnili, če govorimo v jungovskem jeziku? Ali bi raje v resnici doživeli neuspeh? Realnost ali uspeh v zgolj hipotetične? In če vas zanima več vpogledov velikih mislecev, vam priporočam, da si ogledate sponzorja tega tedna, Indrium. Morda ste že slišali, da sem omenil Great Courses Plus in kako vam lahko pomagajo dostopati do modrosti nekaterih najboljših profesorjev na svetu. Pred kratkim pa so to izkušnjo prenesli na povsem novo raven in se preimenovali Indrium. Indrium ima obsežno zbirko tečajev, ki so akademsko izčrpni, ustvarjalni, temeljito raziskani, zabavni in jih predstavljajo strokovnjaki. Vedno se želim še naprej učiti o novih temah in rasti na nove načine,
Endrium pa nam to olajša, saj vsak mesec na svojo platformo še naprej dodaja nove vsebine. Osebno rad poslušam filozofska predavanja na Endriumu med vadbo ali vožnjo, saj mi omogoča, da na zabaven in učinkovit način dobim visokokakovostne informacije. Trenutno uživam v tečaju o velikih idejah filozofije, ki ga vodi dr. Daniel Neil Robinson. Ena od osupljivih stvari, ki sem jih izvedel pri njegovem tečaju, je, da je bil Sokrat vojak. Mislim, da to nasprotuje splošni podobi, ki jo imajo ljudje o njem kot o nekom, ki ima glavo v oblakih in je odmaknjen od praktičnega življenja. Sokrat je začel filozofirati, ko je v številnih vojnah branil Atene, in njegova filozofija je zrasla iz teh življenjskih izkušenj.